Novi i20 je prvi evropski Hyundai, ki ga zaznamuje novi oblikovalski jezik čutna športnost. Od predhodnika je malenkostno daljši, širši in nižji. Z novo masko pa premierno kaže novo podobo prihajajočih Hyundaijev. Morda še bolj kot zunanjost, pozitivno preseneti notranjost, ki prinaša številne novosti, predvsem pa dobro ergonomijo. Prostora, predvsem zadaj, je več in to ne zgolj zaradi dolžinskega prirastka, ampak tudi na račun novih materialov, kompaktnejše armaturne plošče in tanjših sedežev. Velik napredek prinaša osrednji zaslon, za katerim se skriva nova tehnologija BlueLink. Omogoča tudi brezžično povezavo Apple CarPlay in Android Auto, predvsem pa je v času testa deloval hitro in zanesljivo. Pod motornim pokrovom brni litrski trivaljnik s 74 kW. Pa s tem ne mislimo nič slabega. Dejstvo pa je, da se bo vozniku, ki ni vajen delovanja trivaljnega motorja, njegov glas zdel drugačen. Za prestavljanje je v testnem avtu skrbel klasični 6-stopenjski ročni menjalnik, ki deluje povsem spodobno. A glede na to, da je za ugodno doplačilo mogoče izbrati sodobni samodejni menjalnik, mi vsekakor navijamo za slednjega. Vožnja je udobna in preprosta, če jo primerjamo s prejšnjo generacijo, pa precej boljša. Sicer to za avtomobile, ki so namenjeni bolj mestni uporabi, niti ni tako zelo pomembno. Bolj pomembna bo marsikomu poraba goriva. Ker se litrski motor ne boji bolj dinamične vožnje, se bo poraba goriva z lahkoto približala 6 litrom za 100 prevoženih kilometrov. A če ste umeren voznik in se ne vozite kaj dosti po avtocesti, pa bo poraba goriva zlahka nižja od 5 litrov. A na kratko ga lahko označimo kot oblikovno zanimiv avto, ki ponuja dobro ergonomijo in zadovoljivo stopnjo varnostno-asistenčnih sistemov za relativno zmerno ceno.